2020 na novo zbolelo 2 milijona 200 tisoč ljudi, umrlo pa 1,8 milijona ljudi zaradi pljučnega raka. V Sloveniji je po pogostosti pljučni rak na 3. mestu, po umrljivosti pa prav tako na 1. mestu. Letno zboli v Sloveniji dobrih 1500 ljudi, 1200 jih umre zaradi pljučnega raka. Za 20% vseh smrti zaradi raka je odgovoren rak pljuč. Polovico bolnikov ob diagnozi odkrijemo v razsejanem stadiju, v metastatski bolezni, ki jo danes z vsemi možnimi načini zdravljenja še ne moremo pozdraviti. Polovica bolnikov torej ima neozdravljivo bolezen, čeprav smo v zadnjih 10-20 letih priča res izjemnemu napredku na področju zdravljenja pljučnega raka, predvsem sistemskega, ampak tudi na vseh ostalih področjih, predvsem s pojavom novih zdravil, tarčna zdravila in imunoterapija. Tisti bolniki, ki so odkriti v zgodnjem stadiju bolezni, stadij 1, stadij 2, tisti bolniki imajo preživetje s tem, da jih zdravimo z radikalnim pristopom, z operacijo, včasih tudi z adjuvantno kemoterapijo ali pa stereotaktičnim obsevanjem, ki ga izvajamo pri zelo zgodnjih rakih. Preživetje 60-90%, odvisno v katerem stadiju so odkriti. 5-letno preživetje bolnikov v letih med 2014 in 2018 je bilo 20%, za moške 18%, za ženske 26%. Sigurno se bodo te odstotne točke preživetja še izboljševale, ampak zdi se, da smo zdravljenjem dosegali nek limit. In te izboljšanje preživetja gre zelo počasi in podatki raziskav presejanja raka pljuč so nekaj, kar nam dajo upanje, da pač je lahko več bolnikov, večji delež bolnikov odkritih v zgodnjih stadijih, kar daje mnogo večje možnosti za ozdravitev te bolezni. Tako da dokazov je vedno več, kot so tako že nekaj, se v tem pogovarjamo o vzpostavitvi presejanja pljučnega raka. Sta pa dve večji glavni raziskavi pokazali izboljšanje oziroma zmanjšanje umrljivosti za 20 oziroma 24% bolnikov s pljučnim rakom. Tako da mislim, da mi si želimo